Ne vem, zakaj vedno ravno jaz dobim nehvaležno nalogo, da moram oceniti avto, za katerega že vnaprej točno vem, kaj bom rekel. Ja, saj je hiter, saj je tehnološki biser, ampak to ni to. In isto velja za X4M. Celo competition je tole, torej še malo močnejši, najhujši v ponudbi, pa v resnici ni niti do 5 ta pravim memom. Res je, danes so drugačne potrebe kupcev oziroma bolj želje. Večina se hoče voziti takole visok in tudi takšni bi se radi hitro peljali. Itak. BMW je to obvladal in je svoje X značkami naredil res hude. Verjetno je to najbolj športno, kolikor se da serijsko narediti takšen visok avto, ampak ravno tu pri besedi športno se potem en ustav. Če hočem športen avto, mora biti nizek, lahek, konkreten kot muha. Sploh ne rabi biti ekstremno močan, da mi nudi tisto pristno veselje. Tukaj je pa občutek, ko avto naredi vse, res vse in na koncu ugotoviš, da ti nisi pa prav nič. Avto leti kot čusi, kako ne bi, če ima pa kar 510 konjev, 375 kW za tiste, ki to bolj razumete. 4,1 sekunde potrebuje z mesta do 100 in za avto, ki tehta dobri 2 toni, je to huda cifra. Nikoli se ne muči, vedno je takoj za akcijo, motor je v resnici odličen, skoraj 5 let so ga razvijali z nule in na papirju se vse bere perfektno. Celo rad se vrti za turbo, ker doseže največjo moč pri 6250 vrtljajih. Ampak v resnici ga nima smisla priganjati čisto do te cifre, ker mu bolj pašejo nižje vrednosti in ker pri tem ne ponuja čisto nobene drame, ki smo je vajeni od takšnih avtov. Da ropotajo, rezgetajo, ne vem, nekaj dajo od sebe, tu je pa spet vse laboratorijsko čisto in čeprav leti, ne doživljaš te hitrosti dovolj pristno. Poraba je emovska, 16 litrov, ampak za takšno konjenico manj nismo niti pričakovali, ne? Ok, kaj pa ostali občutki? Na volanu je zelo dober, avto je tudi super vodljiv glede na višino in velikost, zavore so super, tudi večkratno močno zaviranje jim ne jemlje volje in to je pri tako težkem avtu in hitrem še kako pomembno. Pogon je 4-kolesni, jasno, in to je spet eden od razlogov, da ni nobene drame, ker preveč učinkovito grabi asfalt in je potem tvoja edina skrb, da ne boš ekstremno prehiter do naslednjega ovinka, ne pa kako boš idealno speljal že prvega. Vse veste, stari klasični M-ji so znali kdaj malo presenetati in zato smo jih oboževali, tako kot še vedno fenomenalni M2. Najslabši del tega avta je pa podvozje. Ne, v bistvu je odlično, če živite ob dirkališču in tja vozite tale avto, čeprav spet obstaja tudi kaj bolj primernega za dirkati, ne? Če ga potrebujete za vsak dan, vas bo pretresal, poskakval, štel kosti, v glavnem bolj ali manj jezil. Ampak spet, tako mora biti, če želite, da je X4M potem tudi toliko hiter. Izgled je, kakršen je. Če so vam takšni avti všeč, je tale še malo bolj zanimiv s črnimi dodatki, pa oranki s pušnimi cevmi, znotraj ima ful dobre sedeže in tudi notranjost je dobro izdelana. Pa gumba M na volanu, ko gre za res 137 000 evrov, če vas že zanima. Ja, BMW zna narediti avto, ki lahko obkljuka vse kvadratke, tudi tistega za uživanje v vožnji, samo da to ni X4M.